Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Na Zgornjem Gorenjskem so na nedeljskih lokalnih volitvah v 5 od 7 občin slavili aktualni župani. V Kranjski Gori župan ostaja Janez Hrovat. Njegova alpska lista Janeza Hrovata je dobila 8 mandatov tudi v občinskem svetu. 4 je dobil SDS, 2 SD Socialni demokrati, enega Nova Slovenija in še enega stranka SMC. V Žirovnici župan ostaja Leopold Pogačar. V prvem krogu pa ni uspelo ubraniti stolčka jeseniškemu županu Tomažu Tomu Mencingerju, ki se bo v drugem krogu pomeril z novinarjem Blažem Račičem. Novinar, in to Bojan Traven, se bo na župansko mesto skušal zavihteti tudi v Bohinju. Njegov protikandidat bo Jože Sodja. Pregled pokaže, da so na Zgornjem Gorenjskem v prvem krogu slavili le nestrankarski županski kandidati. Tudi v drugi krog se je uvrstil le en strankarski kandidat, in sicer jeseniški župan Mencinger iz vrst SD-ja. Sicer pa tudi v prihodnjih letih Zgornja Gorenjska ne bo imela nobene županje. 10. sejem rabljene smučarske opreme je ta konec tedna potekal na osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora. Organizirata ga Turistično društvo Kranjska Gora in Alpski smučarski klub Kranjska Gora. Člani Turističnega društva Kranjska Gora smo izredno veseli, da nam je letos uspelo izvesti že 10. sejem rabljene smučarske opreme. Z obiskom in samo opremo smo zelo zadovoljni. Se zahvaljujemo tudi trenerjem Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora, ki nam vsako leto pomagajo, in pa seveda tudi osnovni šoli Josipa Vandota, da nam zagotovijo prostor. Iskrena zahvala ravnatelju in pa seveda tudi učencem in učenkam osnovne šole Josipa Vandota. Pred zimsko turistično sezono vsako leto starši lahko na samem sejmu zamenjajo smučarsko opremo. Pri tem jim pomagamo tudi člani Turističnega društva Kranjska Gora. Letos je bilo to 24. in 25. novembra in vsi skupaj se že veselimo zimske sezone 2018-2019. Predavanje Andreja Kastelica z naslovom Mladi in nove droge je bilo v petek v prostorih Društva mladih Kranjska Gora. Organiziral ga je las občine Kranjska Gora, ki je v preventivnem novembru poskrbel za različne aktivnosti, od delavnic do predavanj, brezplačnega kopanja in ogleda gledaliških predstav. Največ dogodkov se zvrsti na obeh osnovnih šolah v občini. Ja, danes sem vesel, da lahko pridem tule v Mojstrno in ljudem razjasnim morda nekatere stvari glede jemanja drog med mladimi. Tako kot po svetu, povsod tudi pri nas je ta rast uporabe drog. Zdaj prihajajo nove droge, tistih klasičnega heroina je vse manj, seveda sta alkohol in tobak še vedno največja problema, ampak prihajajo tako imenovane nove droge, ki jih v glavnem proizvajajo v indijskih, kitajskih farmacevtskih tovarnah. Imajo učinek predvsem na občutek tega, da se dobro poveže z drugimi, in to recimo za ene mladostnike, take, ki imajo skozi občutek, da so drugačni, da so nesprejeti, da se šolci ne sprejemajo, prijatelji ne sprejemajo, družina ne sprejema, da niso razumljeni. Prav fajn občutek, kajti ne samo, da dobijo več energije ob njih, tudi ta občutek, da so del skupine, in to je tisto, kar je tako zelo vabljivo. Droge so poceni oglaševane kot nenevarne, čeprav imajo seveda številne neželene učinke, tudi kombinacije z drugimi snovmi, in povzročajo odvisnost kot vse druge droge. Imenujemo tako imenovane nove psihoaktivne snovi, kajti niso razvrščene kot prepovedane, tudi zato jih ljudje smatrajo za bolj varne in jih nekritično jemljajo. Naroča se jih preko interneta, niso nič od carine, ne pridejo, dvigneš pošto in dobiš seveda tudi med vrstniki. Dostikrat kot neka umetna gnojila, kot kakšna hrana za živali in tako naprej. Tudi ko so označene na pakiranjih in jih ljudje močno podcenjujejo. Gre pa tudi za tako imenovane nove kanabinoide. To so pa neke snovi, ki so sicer delujejo na iste receptorje, na ista mesta kot kanabis, to se pravi kot trava, so pa tudi do 200-krat močnejše, z veliko daljšimi razpolovnimi dobami, torej dalj časa ostajajo v telesu, dostikrat povzročajo tudi agresijo, nekontrolirano vedenje in psihozo. Kako ob tem ravnati?
Seveda vsako nenavadno vedenje našega mladostnika ne pomeni, da jemlje drogo, ampak če smo z njim v stiku, če ga poznamo, potem že lahko zaslutimo, da se neko vedenje spreminja. Čeprav mi tega, če to vzame, on bo že čez uro pa pol dober in dostikrat niti ne bomo prepoznali. Ampak takrat, ko bo puščal v šoli, ko ni več stika z nami, ko ne vemo, kje hod, je pa kar dostikrat lahko sum, da je droga. Kako pristopati? Enostavno mu povedati, da ga imamo radi, da ne skrbi za nas, da bi se rad o tem pogovorili. Mogoče tudi danes, da ste na televiziji Kranjska Gora videli to oddajo, da zdaj pa, kaj pa vi mislite, kaj pa ti misliš o tem, misliš, da je to dobro ali da ni dobro, kako to tvoji sošolci ravnajo, tako bi rekel zelo preprost in nič na silo in nič na hiter in nikakor ne moralizirati, pa ne deli tega, kako moraš to delati svoji mami pa nam, ampak tako, jaz razumem, da te to zanima, jaz razumem, da bi kaj novega probal, se to je prav, da mladi nove stvari probajo, samo to je napačen način, jaz te razumem, se pa s tem ne strinjam in želim in prosim, da to spremeniš. In to lahko delamo seveda takrat, ko smo tudi sami primeren zgled. Če smo sami, pijemo, kadimo, se neprimerno obnašamo, da skozi svojega mladostnika pričali, ne se tako obnaša. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Bralni klub z Benjaminom Gracerjem bo jutri ob 17. v knjižnici v Kranjski Gori. Joga za otroke z Ano Kersnik Žvab bo v knjižnici v Kranjski Gori v sredo ob 16. Delavnica s Katjo za otroke in starše bo v sredo ob 17. v knjižnici v Mojstrani. Etnološka delavnica Peka piškotov bo v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori v sredo ob 16. Srečanje Parkalno v treh dežel bo v petek ob 18. v Podkorenu. V dvorani Vitranc v Kranjski Gori bo ob 20. še after party z Modrijani. Koncert Kut Ive Jurjevič z Krka in mešanega pevskega zbora Kranjska Gora bo v soboto ob 20. v hotelu Kompas v Kranjski Gori. Maša za sneg bo v soboto ob 18. v cerkvi v Kranjski Gori. Sledilo bo odprtje alpske vasice z manco Špik. Prižig adventne sveče z zborom Triglavski zvonovi pa bo v alpski vasici v Kranjski Gori v nedeljo ob 18. Prižig novoletnih lučk z mladimi člani planinskega društva Dovje Mojstrana bo pred Katro na Dovjem v soboto ob 17. Decembrsko veselo rajanje v Mojstrani pa se začne v soboto ob 17:45 na trgu Olimpijcev. Toliko smo, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!